Pestro je v našem studiu, nisem več sama, v naši družbi, končno, jaz moram priznati, da sem komaj čakala ta trenutek, dr. Dejan Jarič, doktor medicine, predavatelj, napredni trener za osebni in duhovni razvoj ter terapeut. Lepo pozdravljeni. Dobro jutro, Dejan, lepo, da ste prišli, hvala še enkrat. Svetovni dan želja je. Zdaj, najprej me zanima, vi veliko delate z ljudmi, kaj je tista najpogostejša želja Slovencev? Ja, ponovadi rečejo zdravje. Zdravje je neka osnova, potem ljubezen, lepi odnosi, denar tudi, a ne, finančno obilje. Tako da ja, obilje je več sort, ne, imamo različne oblike obilja, ne, tako da je zelo pomembno, iz kje prihaja želja, ali iz uma ali iz srca, to bomo še verjetno kaj govorili. Bomo. Ampak danes vam veliko govorila o tem z Gašperjem, da če se nekaj močno želimo, da lahko to manifestiramo, sem prav izgovorila. Kaj to pomeni, kako to izgleda v praksi? Ja, manifestacija v bistvu, ko se mi v bistvu res povežemo s seboj, svojim srcem, srečem, svojo zavestjo, svojim bistvom, s tem, kar v resnici smo, in v bistvu to res pošljemo v vesolje. Vsi poznamo ta zakon privlačnosti. V bistvu zakon vesolja, ki dejansko deluje, ampak ne, mnogo ljudi ne ve, da je nekaj pasti tukaj, kaj ti vemo, da 95% je naših nezavednih programov, nezavednih prepričanj. Tako da, če imamo mi v podzavesti neke programe, si to ne zaslužim, jaz moram v življenju trpeti, garati, se matrati, ne vem, za denar, za obilje, za zdravje, karkoli bomo seveda težko manifestirali željo, oziroma bo naša podzavest, kar je že veliki Carl Gustav Jung povedal, da podzavest, če ne bomo razrešili teh nezavednih programov, bo to vodilo naše življenje in to bomo imenovali usoda. Aha, čakaj, če jaz zdaj prav razumem. Recimo, jaz si lahko zdaj zastavim, manifestiram obilje v življenju, bogatstvo, ampak če imamo podzavesti vzore neurejeno podstrešje, neke vzorce morda, ki jih prenašam iz otroštva, se to ne bo uresničilo. In tukaj je potem ta težava, zakaj se nam želje ne uresničijo. To je ta problema, ker pač imamo saboterske programe v podzavesti in zaradi tega ne pride do uresničitve pri dosti ljudeh, ker vemo, večina ljudi ima programe, ima neke travme iz otroštva, ki jih seveda niso še razrešili. Zdaj danes recimo smo ljudje veliko povezani z mediji, veliko imamo enih dnevnih informacij, ne? Kako pravzaprav prepoznati, kaj je tisto pri človeku, to je pa res tista prava želja, ali pa to je mogoče bolj kot neko tako kratkoročno hotenje samo? Ja, jaz bom rekel tako, velike vpliv na nas, dejansko vplivi okolja, vplivi medijev, vplivi drugih ljudi, staršev recimo, In jaz pravim, pejmo globoko vase, dajmo že sam parkrat globoko vdihati, izdihati, se povezati s svojim srcem, svojim bistvom in res začutiti, kaj je tisto res naše, Ker če nekaj prihaja iz uma, je to gotovo nek program, nekaj, kar smo pobrali od okolice, od družbe, kar pač na mediji hoče vsiliti, in verjetno to ni naše. Naše je tisto, kar začutimo radost, igrivost, ker smo res navdahnjeni. Ampak kako zdaj to mi prepoznamo pri sebi? Recimo, če je to podstrešje, bom tako se izrazila, neurejeno. A smo vsi dovzetni za to, da prepoznamo te neke vzorce, ki jih prenašamo, ki niso najboljši za nas? V bistvu dosti ljudi rabi tukaj pomoč, recimo pomoč terapeuta, da pomaga mogoče nastaviti ogledalo, da se res človek malo obrne v sebe, da postavi določena vprašanja in preko vprašanj v bistvu jaz tudi vodim ljudi v individualnih terapijah, v teh seansah, ki jih imam, da v bistvu grejo v sebe in da prepoznajo, kje so tisti programi, vzorci, blokade, ki osebi seveda preprečujejo, da bi manifestirala tisto, kar si želi v življenju. Zdaj recimo, če smo zelo praktični, a je to recimo, imam zdaj recimo neko željo, je fajn, da si jo mogoče zapišem, da jo zapišem na list papirja in si potem, nekateri to odpravijo, kot sem slišal, da je včasih fajn, da že razmišljaš o tem, da to željo imaš, da že te občutke, ki ti ta želja ne bi jih prinesla, da jih ti že občutiš in da nekako si v svoji glavi narediš te slike. Kakšno je življenje, če to že pač praktično je tukaj? Je to nek pravi način manifestacije? To drži in zelo pomaga. Seveda, ko smo mi v srcu, ni časa, ni prostora, ko gremo v ta kvantni prostor, jaz rečem, oziroma v kvantno polje, izvor vsega, kar je, tam ni časa, ni prostora. In ja, dejansko vizualiziram, da to že imamo tukaj in zdaj in to že je in že občutimo radost, veselje, hvaležnost, da smo to že prijeli. To seveda zelo pospeši kreacijo te naše manifestacije, kajti v bistvu naši možgani ne ločajo, se je nekaj res zgodilo že, ali si to samo zamišljamo. To je nevroznanost dokazala. Tako da, ko si mi res predstavljamo, ko vizualiziramo, ko smo hvaležni, da smo to že prijeli, v bistvu s tem manifestiramo to v naše življenje in seveda pospešimo naše kreacije. Ampak govorimo tukaj samo o željah, ki lahko izhajajo iz nas v smislu, zdravja, ki je povezana z našim telesom, ali lahko tukaj govorimo
govorimo tudi o tistih željah, na katere imajo drugi vpliv. Jaz bom kar direktno, to listek recimo, jaz bom zdaj podstrešje uredila, potem si bom napisala to željo, močno si bom želela, vsako noč bom zaspala v mislih na to, a se to resnično lahko zgodi. Ja, če je to res naše, bom rekel, iz našega srca, iz našega bistva izhaja, potem je velika verjetnost, da se bo to lahko zgodilo. Wow. Če pa v bistvu je to samo neka pobrana želja od zunaj, pa ni usklajena z našo dušo, jaz rečem, potem pa mogoče do tega ne bo prišlo, mogoče bo pa kako drugače nek denar prišel. No, se sem ravno hotel reči, mogoče pa, ko si človek, kot si rekla Martina, podstrešje porihta, mogoče ta želja odpade, da sploh vidiš, da pa ta želja sploh ni bila realna. Tako, ja, doskrat se v bistvu, jaz dam ljudem tudi spisek 200 želja, recimo v terapevtskem procesu, imam tudi šolo za terapeute, ki jo vodim, in prva naloga je, napišite si 200 želja. Zakaj? Zato, da ločimo strategije od potreb, ker vsaka želja, bodi si materialna, bodi si karkoli si pa želimo, ima v zadnji neko potrebo. Potreba je pa transpersonalna oziroma duhovna, jaz rečem, izvira iz zavesti same, torej iz nas samih. Torej, če si mi želimo, veliko denarja, veliko uspeha, karkoli, je mogoče zadej, potreba po svobodi, ki jo s tem zadovoljujemo, po miru, da bomo bolj v miru živeli. Torej, vedno je potrebno ločiti, kaj je tisto strategija, to je neka materialna aktivnost, ki jo mi pač delamo, oziroma neka materialna želja, in katera je potreba, ki je v zadju, s čimer si v bistvu to zapolnil. Dejan, če gremo še na otroke. Zdaj, velikokrat slišimo, recimo danes, da otroci imajo itak vsega, oni nimajo nobenih želja, tudi če imajo kakšno željo, jo itak takoj dobijo izpolnjeno iz strani staršev. To mislim, da bolj se misli na te materialne potrebe in tako naprej. Kaj pa vi kot terapeut svetujete nam mladim staršem? Kaj recimo res današnji otrok potrebuje? Kaj je res tista njegova želja? Jaz bom rekel, največ, kar je vredno, je ta posvečen čas. Da se res otroku posvetimo, da smo z njim, da smo prisotni, ker vemo, da preveč smo na telefonih, preveč vsak v svojem svetu, nimamo pa tega pristnega stika na nivoju zavesti ali duše, srca. To pomeni, da res damo tisti ljubeč čas, da smo za nekom, da smo prisotni, da se lahko oseba izrazi, da je to, kar je, da je slišana, da damo sočutje. To je tisto ključno. Dejan, z vami smo danes domneli, da je vse mogoče, in hvala za to misel za naš in za naše aktualce. Hvala vam za povabilo. Hvala, da ste prišli, srečno. Ja, in naj se čim več tistih srčnih želja zares izpolni. Tiste, ki potrebujejo.